v prvi vrsti seveda mora ministrstvo zasledovati, pa tudi parlament, v bistvu dostopnost pacientov do storitev. In vmes so še vedno določbe, ki recimo govorijo o tem, da se bo, če bo ena skupina, se pravi recimo koncesionarji, opravlja večji del dela, potem da se bo ta način financiranja ustavil. To ne pomeni zagotavljanja v bistvu storitev pacientov, to je treba urediti. V bistvu urediti pogoje zdravnikom in tudi ostalemu osebju, ki dela v državnih ustanovah, da bodo do neke mere primerljivi z temi pogoji pri koncesionarjih in potem bo to lahko teklo v bistvu vzporedno. To je ena taka pomembna zadeva, ker je važno, da se gleda ta končni cilj. Potem seveda za zagotavljanje dodatka za ta kader, ki dela z COVID, pa tudi na teh področjih, naj bi proračun zagotovil razliko in ni čisto jasno, pač kako naj bi to proračun zagotavljal. Potem je na primarni ravni, zlasti je to očitno, v bistvu ta uredba so številke količnikov, ki je treba doseči, da se reče potem temu preseganje, prevelike. So komaj izvedljive, kar bo pomenilo, da se zdravniki pač ne bodo odločali za ta povečan obseg dela in ne bo doseglo pač svojega namena, ker kot veste, tisti družinski zdravniki, ki delajo v sistemu, ki še delajo v sistemu, so kar na zgornjem robu in tukaj ti dodatki niso več dobra motivacija. To se pozna tudi v marsikateri družinski ambulanti, tudi v Ljubljani, ki so jo dobesedno zapustili kolegi, ker niso želeli več delati na tak način. Potem te ambulante za neopredeljene osebe, to je tudi eno tako zelo začasno reševanje problema, ker spet gre za dodatno obremenjevanje tistih zdravnikov, ki že izvajajo program. Tudi tukaj je ta motiv lahko začasen kot neka intervencija, ampak dolgoročno presojamo in tudi mnenje pač je tudi družinskih predstavnikov družinske medicine na zbornici in tudi širše, da to enostavno ne bo izvedljivo, ker ne bodo želeli delati pod takimi pogoji, tudi če bo šlo za neko dodatno plačilo, pa še pač treba bo urediti na način, da bo pač razvidno, kako bo ta organizacija potekala, ker tukaj ne gre samo za zdravnike. In pri prej omenjenih količnikih je seveda to zagotavljanje tega povečanega obsega mora biti potem na ta način, da bodo sodelovali tudi vsi ostali kadri. In tukaj bo moral pač tisti, ki je nosilec tazga programa, pač povedati, kako mora biti to organizirano. Ker samo od njega to ne more biti odvisno po današnjih, kako bi rekla, pravilih igre, ker enostavno ne bo mogel ostalega kadra v timu nekje prepričati, da se dela tudi širše. Potem pa, kar se tiče specializantov, seveda bi bilo smiselno, da bi bili, to, ko smo se že prej pogovarjali, nekateri so vstopili tik predno je prišlo do teh dodatkov za družinsko medicino. Najbrž bi bilo smiselno, da se te dodatke da vsem specializantom družinske medicine, tudi tistim, ki so že v sistemu na enak način. Seveda z neko zavezo, da jih bo vsaj nekaj časa to zadržalo na teh delovnih mestih. Seveda so pa to ukrepi premoščanja, ker če se dolgoročno te razmere ne bodo uredile, potem se bo spet dogajalo, da bodo potem zdravniki, ki bodo izpolnili svoje obveznosti, zapuščali ta delovna mesta in se odločali ali za druge specializacije ali za odhode kam drugam, skratka, ali v tujino ali pa v druge dejavnosti pri nas. Tako da to je nujno potrebno rešiti dolgoročno. A boste zdaj še posebej na to temo specializacij oziroma razpisa specializacij? Kako ocenjuje ta jesenski? Težko bi rekla, torej nekaj je seveda teh izbirnih postopkov za specializacije, ki so bolj zaželene, v celoti
pravzaprav ne gre za nič tako kaj posebnega, no, kar bi bilo treba komentirati. Na vsak način nekje pozivamo, to so še vedno javni razpisi, na katere se seveda prijavijo lahko kandidati, ki imajo pogoje in so potem po postopku, ki mislim, da je bil zdaj razložen, sprejeti, pač to so razgovori, točkovanja, dosti kompleksen postopek, po katerem se potem pač odloči, da en specializant specializacijo dobi. Vseeno pa je smiselno seveda, da vsi bodoči delodajalci že med študenti iščejo pač mlade kolege, ki bi se bili pripravljeni pridružiti njihovim timom, da jih že poznajo in potem ob razpisu nekje povabijo, da kandidirajo. Kljub temu seveda to ni nobena garancija, ne, da bi tako delovno mesto dobili, ampak posebej se to poziva pač tiste specialnosti in tiste ustanove, ki imajo težave s kadrom, da se že prej povežejo z mladimi zdravniki in ponudijo dobro delovno okolje, ne. To je tudi nekaj, kar je zelo, zelo pomembno, ker vsi vemo, velja za vse poklice, da v okoljih, ki so neprijetna, seveda se kader zgublja in potem je situacija še slabša, ne. To je potem ena taka negativna povratna zanka oziroma pozitivna v negativno smer. Družinska medicina ostaja nezasedena, ne? Družinska medicina ostaja dobesedno kronično nezasedena. Pravzaprav se je nek premik zgodil, ko se je začelo razpisovati več specializacij, tam leta 2017, kar je omogočilo seveda, da so se kolegi razporedili po drugih specializacijah. Jaz mislim, da je pač pomembno, da država nekje s specializacijami pokrije tisto, kar je takrat v Sloveniji nekje na voljo generacijo diplomantov. Seveda je po eni strani res, da mi veliko govorimo o pomanjkanju družinskih zdravnikov, verjetno pa so vam zdaj pokazali, da gre tu za številne druge stroke in to stroke, ki delajo z bolniki, ki nujno potrebujejo zdravljenje, življenje ogrožujočimi stanji, pa gre za že kar nekaj let za pomanjkanje, za premejhno število kandidatov. Jaz vam povem za svojo specialnost leta nazaj, ne tako dolgo nazaj, recimo 5 do 10 let smo imeli zbirne postopke, na katerih so bili nekateri kolegi zelo prizadeti, ker so bili odklonjeni in bilo jih je recimo še enkrat toliko, kolikor je bilo mest. Danes jih ostajajo mesta prazna. Gre za delovno intenzivno, tudi tako, kako bi rekla, intelektualno naporno specializacijo, ogromno je treba študirati, spremljati in to so stvari, ki pa po drugi strani seveda smo neke vrste bolj javno zdravstvena specialnost in to je seveda med mladimi ljudmi trenutno manj zanimivo oziroma bi morala verjetno država narediti nekaj, da bi ta delovna mesta postala bolj zanimiva z boljšimi delovnimi pogoji, torej in plačami in delovnimi pogoji. Ob interventni zakonodaji ste opozorili, ko ste poslali tudi pripombe na ta zakon, ki je v parlamentu trenutno, da bi bilo smiselno dodatke odmeriti tudi ginekologom. Tudi seveda, tudi celotni primarni ravni. Ali Celotni nastaja primarni. podoben problem, v nekaterih krajih imajo ljudje že težavo z izbiro osebnega pediatra za otroka, kot se je dogajalo zdaj v zadnjem desetletju v družinski medicini in kako to reševati? Torej v celoti, v celi državi, v povprečju gledano je ta problem v pediatriji manjši. Seveda se pa to dogaja v posameznih regijah, v posameznih občinah, torej na vsak način se nam zdi smiselno, da ta dodatek dobijo vsi na primarni ravni. Vsi specializanti, ki bodo potem tudi na primarni ravni ostali. Je pa razkorak kar precejšen med situacijo na pediatriji, vsaj tako v povprečju v Sloveniji, kot recimo v družinski medicini. Pa ginekologija precej Ravno tako, ja, to pa ja. Starostno Ja, strukturo ja, relativno neugodno. ja. Kaj se bo zgodilo v naslednjih letih na tem področju? Torej najbrž isto kot v družinski medicini oziroma bo to še bolj očitno, to bo konkretno pomenilo, da bo slabša preskrbljenost za ginekologi na primarni ravni, torej manj bo narejene recimo lahko neke preventivne dejavnosti in pa seveda gravitacija vseh teh bolnikov lahko že v tudi napredovalih stanjih kakšnih bolezni na sekundarno raven. To je tisto, kar pač se dogaja v bistvu
bistvu tudi v družinski medicini, ne, če ni mogoče neke storitve, neke obravnave dobiti na primarni ravni, je s tem samo preložen problem na sekundarno raven in lahko do takrat postane dobesedno večji. Kaj je mogoče še storiti razen dodatkov, ki imajo relativno omejen učinek, razen neke finančne spodbude? Kaj je tisto, kar bi se dalo narediti v osnovnem zdravstvu, glede na to, da ostaja precej nezasedeno onstran finančnega spodbujanja? Katere so možnosti? Torej, stvari ne da se tega narediti kratkoročno, ker tisto, kar je obremenjujoče, je pač število vsakodnevnih obiskov. Poleg seveda te birokratske obremenitve ob vsakem pacientu posebej. To se sicer rešuje nekje tudi v sodelovanju z ZZZS, ampak prepočasi, premalo učinkovito. Gre za pravzaprav načelno vprašanje digitalizacije v zdravstvu, ki je pri nas dosegla precejšnjo stopnjo, kar se tiče obračunavanja storitev, bistveno manjšo pa na tisti ravni, ki nam pomaga, pravzaprav olajšuje delo. To je ena taka pomembna zadeva, torej zmanjšanje birokracije, možnost recimo, da se napotuje bolnike z, ne vem, pomočjo diktafona, ki potem generira neko napotnico, vsemi temi v bistvu tehničnimi pomagali, ki obstajajo, pa se v bistvu niso vsem tem času uveljavili. In seveda, če želimo imeti več družinskih zdravnikov, da bo k vsakemu gravitiralo manj ljudi, je to dolgotrajen postopek, ne. To se bo zgodilo šele ob precejšnjem povečanju tega števila. Tisto, kar se tudi po svetu pogovarjajo in so izkušnje, kjer se je to uvedlo že mešane, je, da se določene kompetence prenesejo na druge skupine. Mi imamo pravzaprav že kar nekaj časa diplomirane medicinske sestre, torej kader z dovolj visoko stopnjo izobrazbe, da bi lahko določene probleme obravnaval samostojno. Res pa je, da njihovo dosedanje izobraževanje pa ni bilo usmerjeno v ta način. Tako da, če zdajle vzamete diplomante teh šol, bi težko izvajali eno tako sestrsko ambulanto, kot se to imenuje. Na drugi strani seveda mora pri tej delitvi dela vendarle biti nek vodja tima in teh vodij tima mora biti dovolj, da potem bolnik lahko hitro po potrebi preide k recimo zdravniku za nadaljnjo obravnavo. Skratka, to ni nekaj, kar bi se dalo narediti čez noč. Torej, izobraziti je treba te medicinske sestre, pa organizirati potem delo tega tima na drugačen način. To se da najbrž da kar dosti hitro, recimo ta dodatno izobraževanje. Zdaj sem se nedavno pogovarjala s predsednico te Evropske zveze, mi je povedala izredne primere, kjer delajo. Ne? Ja, marsikaj delajo, ampak treba je povedati, važno je, kakšen je dodiplomski kurikulum. Ne? Ali so te medicinske sestre bi lahko bile, ampak pri nas trenutno to izobraževanje ni tako. Zdaj niso šolane na dodiplomski ravni na tak način. Potem so pa spet specializacije in spet smo pri podaljševanju, ne? Ki si ga pa v bistvu ne želimo in niti ni smiselno. Do neke mere ja, ampak specializacija predolga, v vsakem primeru tudi zdravniki, ko zaključimo 6-letno specializacijo, se potem še v bistvu do pokoja učimo. No. Tako da. Zunaj mest družinska medicina še vedno ni ločena od urgence, kar zdravnike odvrača tudi od delodajalcev, kjer bi se to prepletalo. Tudi, seveda. Ampak seveda, kot veste, tudi urgentnih zdravnikov nimamo dovolj. Veliki problemi v posameznih centrih, tudi jih poznate, tako da je to oboje pravzaprav treba nekje obravnavati in razvijati te urgentne centre na način, da bodo pravzaprav večino urgentnih stanj potem obravnavali urgentni zdravniki v urgentnih centrih, sedaj je pa treba postaviti tukaj nek sprejeten strokovni dogovor, kje se to delo loči. Mislim, da akutne, enostavne stvari so večinoma družinski zdravniki še vedno zainteresirani, da jih obravnavajo, ker je to pač nek čar tega dela družinske medicine, da delajo kolegi različne stvari, no, kot velja to za kakšne druge stroke.
Pred nekaj leti je ministrstvo prevzelo razpis specializacije. Ja. Kako ocenjujete to potezo? Bi se vam mogoče zdelo bolj optimalno, če bi bilo to naprej še v pristojnosti zdravniške zbornice? Ja, torej mi se prav, kako bi rekla, kot zbornica ne potegujemo za to, ker gre za zelo za odgovorno delo. To moram povedati, da seveda to lahko ostane še naprej v rokah ministrstva, ker smo z leti vendarle dosegli, da zbornica sodeluje pri tem, sodelujejo pač za posamezno specializacijo. Koordinatorji so vključeni v neki prehod teh informacij, koliko je dejansko potrebnih posameznih specializantskih mest. Torej, zbornica je bila takrat, ko se je to preneslo, skoraj 20-letne izkušnje iz tega področja in prav gotovo se je potem to postavljanje sistema na novo do neke mere poznalo.